Jereletova ljubiteljska fotografska pot se je začela z makrofotografijo, kjer je v objektiv lovil žuželke in drobne detajle, sledilo je obdobje fotografiranja koncertov, potem pa se je znova vrnil k naravi, k travniškim rastlinam in predvsem pticam, saj je ugotovil, da je to ena vrsta sprostitve. Kupil si opremo, ker zato potrebuješ kar dobro opremo, da se lahko približaš, da so slike take, kot morajo biti, oziroma fotografije. Potem sem se pa počasi začel privajati in izboljševati na tem področju. Ptice so ga navduševale že od malih nog, proučuje pa jih že dobro desetletje. Za fotografiranje se treba zamaskirati in popolnoma zliti z okoljem, pravi. Da kakšno ujame v objektiv, pa je poleg poznavanja njihovega obnašanja potrebna obilica potrpljenja. Za določeno vrsto ptice lahko porabiš uro, lahko več ur, teden, 2, mesec. So določene majhne ptičke, ki potrebujejo zelo dosti potrpljenja, ker so zelo hitre, zelo hitro premikajoče in jih je zelo težko ujeti v objektiv. Na primer lišček, pojasni. Na vprašanje, kaj se po njegovi glavi podi, medtem ko čaka na dober posnetek, odvrne, da vedno razmišlja le o tem, kako bi naredil še boljši kader. Zato je zanj fotografiranje vrsta meditacije, stika s seboj ob pomoči narave. Najlepše slike nastajajo, ko se nekje sedeš ob vodo in sediš par ur, takrat marsikaj opaziš, kar drugače nikoli ne bi. V objektiv je ujel že približno 140 različnih vrst belokranjskih ptic. Pozoren opazovalec jih najde tako v gozdu, na travniku, ob vodi, kot v mestu. A z leti opaža, da je teh plašnih, a zanimivih živalic tudi pri nas vse manj. Najbrž gre vzroke iskati v globalnem segrevanju in krčanju njihovega življenjskega prostora. Pozivam vse, da v zimskem času pripravijo krmilnice za ptice, zraven jih lahko tudi opazujejo. Morda bo kdaj fotografije zbral monografijo, pravi, zagotovo pa ima v načrtu nakup boljše opreme za fotografiranje ptic med gibanjem.